Dobar dan, lep pozdrav. Lahko kar začnemo z našo tiskovno konferenco, če dovolite. Predstavili bomo vzroke, zakaj smo se v poslanski skupini SDS odločili, da za danes skličemo nujno sejo odbora za kmetijstvo, predvsem pa zakaj smo se odločili, da bomo jutri imeli izredno sejo državnega zbora posvečeno tematiki oziroma problematiki na področju kmetijstva. Dejstvo je, da kmeta in pa njegovo delo velika večina ljudi vsepovsod jemlje kot nekaj samoumevnega, kar je prisotno že od nekdaj, sta pa v zadnjem času tako epidemija koronavirusa kot pa tudi vojna pokazala, kako pomemben je kmet v tej verigi oziroma kako pomembno je kmetijstvo in proizvodi kmeta oziroma kmetijstva. Za začetek nekaj slabe slovenske statistike. Na primer, v primerjavi s popisom iz leta 2010 se je število kmetijskih gospodarstev v letu 2020 zmanjšalo za 11%. V primerjavi s popisom se je število kmetijskih gospodarstev z področja travnikov in pašnikov zmanjšalo za 6%. V primerjavi z letom 2010 se je število kmetijskih gospodarstev s trajnimi nasadi zmanjšalo za 13% in pa število z vinogradi zmanjšalo kar za tretjino. Torej, razlogov je veliko, da je potrebno kmetu pomagati. Nenazadnje je tudi kmet zelo pomemben pri ustvarjanju oziroma tej naši lepi slovenski krajini, na katero smo lahko ponosni, nismo pa ponosni na trenutno vladajočo politiko, tako na resorno ministrstvo za kmetijstvo, kot tudi na samo vlado, kaj vse za slabimi ukrepi počne na področju kmetijstva. V poslanski skupini SDS smo v tem slabem letu delovanja te vlade z kar nekaj nujnimi sejami odbora za kmetijstvo skušali prikazati probleme na področju kmetijstva, ampak glede na to, da vladajoča koalicija ni imela posluha na naše predloge sklepov in pa na naše razprave, smo se tokrat odločili, da skličemo izredno sejo državnega zbora in predlagamo določena priporočila, ki jih bomo obravnavali. Zato dovolite v začetku, da najprej povem, katera so ključna priporočila, s katero želimo tako resorno ministrstvo, kot pa tudi samo vlado nekako pomočiti, da začne resno sodelovati z slovenskim kmetom, z slovenskim kmetijstvom in predvsem reševati zadeve. Tako pozivamo vlado, da nemudoma prilagodi okoljske zahteve za kmetovanje na območju Nature 2000 na način, da kmetom ne bodo onemogočale kmetovanja. Slovenija je država z največjim odstotkom države v območju Nature 2000, ta vlada pa se odločila, da to območje še razširi in celo omeji delovanje oziroma kmetovanje na tem področju. Potem pozivamo vlado, da zagotovi, da bo podnebni in okoljski ukrepi strateškega načrta skupne kmetijske politike možno izvesti na kmetu dostopen način, ter da bodo ti ukrepi uporabni, izvedljivi in pa trajnosti. V naslednjem pozivu pozivamo vlado, da ne uvaja novih davčnih bremen slovenskemu kmetijstvu, ter zagotovi, da bodo plačila iz območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v celoti izvzeta iz plačila dohodnine. Prav tako pozivamo vlado, da vsa neposredna plačila in ostala sredstva kmetijstvu uskladi z inflacijo. Prav tako pozivamo vlado, da odločno nasprotuje sprejetju predloga uredbe Evropskega parlamenta in pa sveta glede trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev. Potem pozivamo vlado, da nemudoma pripravi zakonske spremembe za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč, ki bodo omogočala trajno in pa celovito zaščito slovenskega kmetijstva in pa proizvodnjo hrane. Potem pozivamo vlado, da sprejme ukrepe za ureditev verige v preskrbi s hrano in zagotovi pravične cene za kmete. Nenazadnje pozivamo vlado, da zagotovi zmanjšanje populacije zveri in divjadi na nosilno kapaciteto okolja, ter se konkretno spoprijeme z politiko učinkovitega upravljanja z zvermi.
To so naše želje, ki bomo predstavili tudi na nujni seji in izredni seji. Nas pa že v tem letu žalosti, da si kmetijstvo ni zaslužilo niti posebnega poglavja v trenutni koalicijski pogodbi te vlade. Je pa žalostna zgodba slovenskega kmetijstva že napovedal tudi v predvolilnem času gospod Robert Golob sam, ko je rekel, citiram: "Živinoreja in konzumacija mesa sta preveliki in samo en dan ali 2 dneva brez mesa, če jih zares naslovimo, bodo rešili v kratkem času ravno to pomanjkanje krmil pšenice za živinorejo v Sloveniji." Torej lahko ne na srečo, ampak žalostjo rečemo, da je bilo kmete pred nekaj leti strah naravnih nesreč, tokrat pa jih je strah besed in pa dejanj Roberta Goloba in njegove vlade. Saj so ukrepi, ki jih sprejema in napoveduje ta vlada, v nasprotju z dogovorom s kmeti, v nasprotju z okoljskimi cilji in predvsem vodijo v zaraščanje kmetij in pa opuščanja kmetijstva. V tem letu se je nabralo več kot 10 slabih ukrepov te vlade in pa resornega ministrstva. Dodatna 50% odločitev plačil OMD-ja, slabe spremembe skupne kmetijske politike do leta 2027 in zamik izplačil iz tega programa. Kmetovanje na območje Nature 2000, povečanje tega območja in pa strožji ukrepi. Zakon o zaščiti živali, ki je v posmeh tradiciji in pa slovenskim kmetom. Policijsko preverjanje kmetov. Fiasko z odkupom pšenice v lanski jeseni. Zadeva glede odstrela medvedov, ostalih zveri ter pa divjadi. Zakon o gospodarski pomoči glede energentov, tam je spadlo iz tega ukrepa več kot 50 000 kmetov. Potem je neodločna politika na področju fitofarmacevtskih sredstev. Nepodpora svetovnemu tekmovanju mladih čebelarjev. V rebalansu 2023, ki ga sprejemamo, je 10 milijonov manj za razvoj podeželja. Fiasko glede košarice živil, kjer kljub vsem podražitvam predsednik vlade in pa resorna ministrica trdita, da so se živila na slovenskih policah slovenskih trgovcev pocenila. Nesodelovanje z kmetijskimi organizacijami. Napovedani so novi slabi ukrepi, kot na primer selitev podjetja Slovenski državni gozdovi. Skratka, vlada Roberta Goloba za svojim ustanavljanjem raznih strateških svetov in pa uredbami ter zakoni omejuje kmetovanje in s tem tudi ohranjanje slovenske krajine in pa slovenskega kmetijstva. Zato ga nekako želimo z to izredno sejo prisiliti, da področju kmetijstva nameni večjo vlogo, da se pogovarja z kmeti. Ker pa bodo verjetno v teh dneh vprašanja, kaj pa ste vi naredili, pa predajam besedo kolegici Alenki, ki bo pokazala, kaj vse se da narediti, če je volja kljub epidemiji, ki je bila v preteklosti pomembna pri izvajanju kmetijske politike. Alenka. Hvala. Torej, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Torej, danes je pomembno povedati tudi naslednje, da smo v Slovenski demokratski stranki vedno bili in smo in bomo na strani slovenskega kmeta, kajti kmetijstvo je bilo tudi ena od prioritetnih tem našega programa, ker si zavedamo se, da je kmetijstvo, da so kmetje tisti, ki ohranjajo slovensko kulturo, slovensko krajino, v bistvu našo identiteto. Tega se zavedamo in odhajamo tudi na teren, se pogovarjamo s kmeti, z vsemi deležniki in naši obiski na terenu vse to potrjujejo. V naši stranki že nekaj let deluje forum za kmetijstvo in podeželje, ki vključuje različne deležnike z področja kmetijstva in recimo letos, v letošnjem letu smo imeli že 3 srečanja s kmeti po regijah in povsod smo dobivali in predloge, in rešitve, in zgodbe, v kakšnem stanju in kakšnem položaju so se znašli kmetje prav letos. Želim predstaviti torej 7 od 21
od 21 ukrepov prejšnje vlade, 7 najpomembnejših, zato da želimo namreč s tem sporočiti, da tisti očitki, ki jih kmetje dobivajo, da so njihovi protesti zgolj politični in povezani z določeno opozicijsko stranko, v bistvu ne držijo, zato ker smo se s kmetijstvom v naši stranki ukvarjali že ves čas in jim prisluhnili in tudi iskali skupne poti. Torej, tako je vlada Janeza Janše v letih 2020-2022 zagotovila dodatnih 310 milijonov evrov za namen nujno potrebnega prestrukturiranja slovenskega kmetijstva, povečanje njegove konkurenčnosti in investicije v živilsko-predelovalnem sektorju. Drugič, torej, skupno je bilo z ukrepi pomoči različnim sektorjem v kmetijstvu, prehrani in gozdarstvu izplačanih skupaj približno 27 milijonov evrov pomoči iz TKP paketov. Zagotovljena je bila tudi pomoč sadjarjem in vinogradnikom zaradi pozebe aprila 2021 7 milijonov evrov. Naslednje, zaradi povečanja cen energentov in mineralnih gnojil je bil konec januarja 2022 sprejet zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov in mineralnih gnojil in je bilo v te namene izplačanih dobrih 31 milijonov evrov pomoči. Finančno nadomestilo se je dodelilo tudi vsem čebelarjem, ki imajo v registru čebelnjakov vpisano najmanj eno čebeljo družino. 6. ukrep. Novela zakona o kmetijskih zemljiščih je prinesla več poenostavitev na področju upravljanja kmetijskih zemljišč in z novelo zakona o zaščiti živali se je dodatno zaščitilo predvsem domače hišne živali. V strateškem načrtu skupne kmetijske politike piše takole. Krovna usmeritev slovenskega strateškega načrta 2023-2027 je v kontekstu prehranske in energetske draginje ter podnebnih in okoljskih izzivov zagotoviti trajnostno pridelavo hrane na celotnem območju države in povečati samooskrbo, pri čemer so pomembna vsa območja in vsa kmetijska gospodarstva, ne glede na velikost, usmeritev ali tržno usmerjenost. V sistemu preskrbe s hrano so pomembni vsi proizvajalci. Tako majhna kmetijska gospodarstva, ki imajo potencial v smeri specializirane nišne pridelave, ter samooskrbne in druge kmetije, ki skrbijo za ohranjanje okolja, narave in virov. Pa se nam tukaj postavlja vprašanje, ali se tega zavedamo, torej vsi mi, odločevalci kmetijske politike, kmetje in tudi vsi državljani Republike Slovenije. Poznamo ukrepe, ki nas bodo popeljali na varno stran kvalitetne lokalne prehranske varnosti in znamo prepoznati vrednost vsakega posameznega kmetijskega proizvajalca. In kmetje so povedali, da bodo vztrajali, da bodo delali, ker je njim slovenska zemlja in obdelane površine v bistvu največji zaklad. In ne zahtevajo več denarja, želijo le biti enakopraven sogovornik pri nastajanju strateškega načrta skupne kmetijske politike. Od tega je v bistvu odvisna naša skupna prihodnost. In prav s našim predlogom priporočil vladi za takojšnje reševanje slovenskega kmeta dajemo pobudo, da vlada z ustrezno komunikacijo pristopi k dogovoru s kmeti in vsemi deležniki v kmetijstvu. Namreč prav s primernim dialogom lahko skupaj prestopimo na tisto varno stran prihodnosti, da bo torej srčni utrip slovenskega kmetijstva odličen in ne komajda zaznaven, ali pa ga kmalu tudi ne bomo več zaznali. Kmetijstvo je namreč ena izmed najpomembnejših panog in ker spodbujamo domačo proizvodnjo, samooskrbnost, dobro prehrano, kvalitetno hrano, da ne bomo jedli papriko z Kambodže z 28 pesticidi, ki so jih našli pred kratkim, in da ne bomo se ukvarjali z mokarji, ampak bomo jedli kvalitetno slovensko hrano. In za zaključek naj povem samo misel Georgea Washingtona: noben narod ne more napredovati, če ne razume, da je v obdelovanju zemlje prav toliko dostojanstva kot v pisanju pesmi. Hvala lepa.